Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, še nekaj dni je ostalo do začetka spomladanskega dela državnega prvenstva. Priprave se končujejo, kmalu bo šlo zares. Komu je uspel najboljši prestopni rok, kdo izgleda najbolje? O tem se bomo pogovarjali tudi s Svitom Sešlerjem, članom Celja. Lep pozdrav, Svit. Lep pozdrav. V drugem polčasu o Mariboru slišali bomo, če je kaj optimizma se vrnilo v Ljudski vrt po letu 2024, ko so vijoličasti osvojili največ točk med vsemi, a jeseni igrali precej bledo. Z nami bosta Jože Pepevnik in s časnika Večer Miha Dajčman, ki otuči na pripravah Maribora. Zdaj pa smo tu skupaj Boštjan Janežič. Živjo. Marko Cirman. Lep pozdrav. Moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Svit, drugič gost v našem podcastu, prvič še ko ste bili član Olimpije. Kako ste zdaj teden približno pred prvimi spomladanskimi tekmami? V redu. Zdaj smo tu v Umagu, začeli smo malo spuščati, se pripravljati tudi na prvo kolo za tekmo z Bravom. Zdaj ravno smo končali z generalko, tako da vse gre po planih, z novimi igralci se spoznavamo in delamo vse na tem, da bomo čim bolj pripravljeni za prvo kolo. Celje, zadnja pripravljalna tekma, danes ste rekli, torej v Istri proti Širokemu Bregu, 2-0 je bil končni izid. Ste bili zadovoljni s pripravljalnimi tekmami? Sicer nismo odigrali dosti tekem, imeli smo 2. Z Osijekom smo odigrali res eno zelo dobro, trdo tekmo, na koncu je bilo 2-2. Ta tekma danes pa je bila malo izpod vsakršnega nivoja, ki ga mi hočemo igrati. Mogoče je bil kriv tudi malo nasprotnik, malo sodnik, ker so bile neke določene situacije, ki so bile v tekmi zelo mejne, ker ustavljala se igra. Enostavno nismo mogli razviti svoje igre, ni sploh tekla igra, ampak koliko se je dalo, smo iztržili, da smo se tudi spoznali z igralci in mislim, da smo pripravljeni. Celje pogosto najbolj gledljiva ekipa v prvi ligi, pogosto igrate pogumno, odprto, na tekmah Celja je tudi največ golov med vsemi ekipami v prvi ligi. Radi tako igrate? Sigurno vsak igralec si želi igrati takega nogometa napadalnega, da ima žogo, da si skozi na nasprotnikovi polovici, je pa vedno tu neka slaba točka, da imaš veliko prostora, ko se žoga zgubi. Temu smo dali tudi ogromno poudarka zdaj na teh zimskih pripravah, da se bo to dogajalo čim manjkrat in pa da ko se zgodi, da bomo te zadeve reševali bolje. Pretekli konec tedna sem bil v Velenju, ker je potekal trenerski seminar, čisto po naključju sem se tam znašel, pa mi je nekdo pripomnil, da Svit Sešler najboljši nogomet igra pod Albertom Riero. Zakaj je temu tako, Svit? Ko ste prišli nazaj k Albertu po sodelovanju z Olimpijo, ste takoj kliknili, takoj dosegli zadetek in se takoj vklopili, kot da bi bili že nekaj časa člani Celja. Najbolj enostavno mi je igrati z Albertom Riero, predvsem zato, ker čutim, ko sem na igrišču, da mi zaupa. Ko en igralec ima tako zaupanje, ko čuti, da tudi če zgubi žogo, da ne bo nič narobe, enostavno pol tvegaš več, igraš bolje, upaš si več in se mi zdi, da sem igralec, ki rabi to zaupanje, predvsem, ker iščem te zadnje pase in če zgrešiš en pas in pol trener začne kriliti, se buni in nimaš nekega zaupanja od njega, enostavno pol drugega pasa tega ne boš več odigral, ker ne želiš, da se trener buni, ne želi zgubiti žoge in enostavno igraš bolj sigurno. Pri Albertu pa vem, da ko imam žogo, da imam popolno svobodo, da lahko delam, kaj hočem. In jaz mislim, da je to predvsem tisto, kar me dela boljšega z njim. Ste nogometaš Celja, ampak ste na posoji iz turškega Eyüpsporja, trenutno 5. uvrščene zasedbe v turški prvi ligi, torej gre za dober projekt. Kaj pa je bilo tam, ne bom rekel narobe, ali pa zakaj ste se morali vrniti v Slovenijo? Verjamem, da zaradi minut, ampak je prišlo tam recimo do tega, kot ste omenili, pritoževanja trenerjev, da vam ni tako zaupal recimo?
Dobro, jaz ko sem prišel tam v Turčijo, so bili v nekem zelo dobrem nizu ekipa. Ekipa od lani do letos sicer se je spremenila, ampak kot vidimo je bila ta ekipa zelo kvalitetna, ker v večini je ta ekipa še vedno ostala skupaj in so zdaj 5. v prvi turški ligi, kar pa je kar lep uspeh. Se pravi, ni bilo niti vse v trenerju, niti vse v meni. Se tudi vpraša malo o kvaliteti soigralcev in ta kvaliteta je definitivno bila pri mojih soigralcih vidna in na treningu in na tekmah. Zdaj tudi kažejo z odličnimi predstavami v prvi turški ligi. Tako da ni vse, včasih ni vse v trenerju, ni vse v igralcu samem, ampak je tudi včasih soigralec na tvoji poziciji boljši in ti pol moraš dati nek svoj maksimum, probati prepričati trenerja, ampak če ekipa zmaguje, če igralec na tvoji poziciji vsako tekmo doseže gol, da asistenco, enostavno moraš tudi razumeti trenerja, da takega igralca ne bo menjal, da bo vsako tekmo igral. Jaz pa sem se vrnil predvsem zaradi tega, ja, ker tudi že lansko sezono nisem dobival neki ogromno minut, da pa bi dve sezoni zapored imel tako malo minutažo, pa je potem v bistvu igralec že skoraj da mrtev za ta nogometni trg, tako da sem iskal neko rešitev, kjer bi lahko dobil priložnost. Ta priložnost se mi je ponudila v Celju in enostavno sem to opcijo mogel sprejeti. Kako to je videti, recimo, ko ste posojeni? A ste kaj na vezi z glavnim trenerjem Ardo Turanom, nekdanjim nogometašem Barcelone in Atletika, zdajšnjega trenerja Eyüpsporja? Ste kaj z njim v navezi, vas spremlja? Kako to poteka? Ja, slišala sva se s trenerjem po koncu prvega dela. Rekel mi je, da spremlja vsako tekmo, da vidi, da mi gre dobro, da je zelo vesel za mene. Drugače med sezono pa po vsaki tekmi mi napiše sporočilo predsednik Eyüpsporja, ki je tudi insistiral, da pridem v njihov klub in res ta povezava je še vedno ostala. Res imajo nek profesionalen odnos in je lepo slišati, da te spremljajo tudi ko si na posoji. Kako pa gledate na svojo prihodnost s tem turškim klubom? S Celjem imate pogodbo o posoji do poletja, potem pa z Eyüpsporjem še do leta 2027, torej še 2 leti zatem. Vidite svojo prihodnost v Carigradu? Jaz moram zdaj, predvsem fokus je na Celju, da odigramo ta drugi del sezone, res neverjetno, ker ga bomo rabili, če hočemo ujeti Olimpijo in pa če hočemo konkurirati v Evropi. Po sezoni pa bo mogel priti spet čim bolj pripravljen na novo sezono, z predstavami v letošnji sezoni že pokazati, da mogoče lahko igram tam in pa potem pa je tam spet nova borba in nova dokazovanja za minute v naslednji sezoni. No, tu pa se samo po sebi pravzaprav poraja vprašanje, kakšna pa je razlika Svit med slovenskim in turškim nogometom. Dokazali ste, da so Turki premagljivi proti Başakşehirju, ki je prejel 5 zadetkov na celjskem stadionu. Kje pa so tiste glavne razlike? Razen v denarju, seveda. Razen v denarju. Vemo, da je turška liga zelo kvalitetna, sploh te ekipe v vrhu. Galatasaray igra Ligo prvakov, imajo imena, ki mislim, da jih ni treba posebej spominjati. Osimhen, Mertens, vemo, o kakih igralcih se to govori. Zdaj Fenerbahče z Mourinjem in z vsemi igralci, ki so jih pripeljali. Mislim, da kvaliteta tam ni sporno, da je večja kot v slovenski ligi. Je pa nek drugačen nogomet. Drugačen je bil tudi, če gledamo lani, ko smo bili v drugi ligi in letos, ko so v prvi. Lani v drugi ligi je bilo vse bolj na dinamiko, bolj gosto, bolj se je, kot bi rekel, borilo v tisti drugi coni. Zdaj v prvi ligi je vseeno malo več kvalitete, so ekipe malo bolj raztegnjene in je vseeno malo več prostora, kar mislim, da bi meni bolj odgovarjalo, ampak enostavno smo se mogli odločiti za to potezo, ker sem rabil minute.
ampak definitivno razlika med prvo slovensko ligo in Turčijo je kvaliteta sigurno. Potem pa ima še te obstranske stvari, kot so trening centri, igrišča, navijači, polni štadioni, 20 enakovrednih ekip, kar te enostavno dela vsak dan boljšega. Kaj pa življenje v Carigradu, vendar največje evropsko mesto, precej drugačno kot pa življenje v Ljubljani oziroma v Celju? To se sploh ne da primerjati. Vemo, da je v Carigradu 20 milijonov ljudi, da prideš iz stanovanja do trening centra je 15 km, ampak če je v takem času trening, rabiš tudi po uro pa pol. Bi helikopter prav prišel, ne? Ja, sam do tja še bo treba kaj zaslužiti, da se bo lahko s helikopterjem vozilo. Drugače pa Carigrad kot življenje je v redu. Če se navadiš na ta kaos, če te kaos ne moti, imaš neke določene točke, kot so Galata Port, te shopping centri, kjer lahko preživiš ta prosti čas in je v redu tudi za življenje. Pa vam ustreza ta vrvež, vam je pisan na kožo, tudi zdaj, ko imate tudi bolj družinsko življenje. Pred kratkim ste postali očka, ne? Ja, res je. Zdaj v tem trenutku v Istanbul, v tisto gužvo z otrokom, nimam neke želje. Mi je kar všeč, da smo prišli domov, pa da se tudi vse uredi doma, da je punca rodila, da ima zdaj pomoč tudi od mojih staršev, od njenih staršev, kar je zelo pomembno. No. Da ni sama, sploh zdaj, ko smo mi na pripravah, je zelo težko in je res pride prav ta pomoč domačih. Omenili ste družino, vaš oče je Simon, prvi strelec na areni Petrol takrat še, ko še ni bila arena z dežele. Je bil vaš vzornik, nogometni vzornik? Pa ja, sigurno je bil vzornik, pa neka motivacija skozi celo življenje, da želiš biti boljši od očeta. Predvsem to, zato ker on je nehal igrati, ko sem bil star, mislim, da okoli 6-7 let. Takrat v bistvu sem treniral nogomet, ampak se še nisem čisto zavedal, kaj točno se dogaja, zakaj se igra. Ampak zdaj v tej situaciji pa sigurno mi je neka motivacija in pa normalno tudi neka podporna točka, ko mi je težko, ga vedno pokličem, se pogovarjamo, če je treba tudi po uro, dve in sem zelo hvaležen, da ga imam. Prej ste rekli, da potrebujete fantastičen drugi del sezone, 8 točk zaostajate za Olimpijo v prvi ligi. S čim bi bili v Celju zadovoljni v drugem delu prvenstva? Pa vemo, da Celje hoče biti prvak. Se pravi, vse, kar nisi prvak, bo na koncu sezone neko nezadovoljstvo v klubu. Vemo pa, zavedamo pa se, da bo težko. Olimpija ima zelo, zelo dobro ekipo. Zelo so čvrsti, ne prejemajo golov. Enostavno na teh, da rečemo, malih tekmah, kjer se dobivajo prvenstva, oni ne zgubljajo praktično točk. In to jih krasi letošnjo sezono in zelo težko se jim je tudi približati. Zaradi tega, ker so čvrsti vzadi, mi pa zgubljamo točke glih na teh tekmah. Proti zadnja 2 kola smo imeli Nafto in Domžale, predzadnji in smo zgubili 4 točke. Ko če bi zmagali obe, bi bili 4 točke za Olimpijo, pa je še vedno živo prvenstvo. Ampak ja, enostavno moramo iti tekmo po tekmo, verjeti v cilj, da bomo prvaki in pa čakati in biti potrpežljivi na spodrsljaju Olimpije. Svet, govorite samo o Olimpiji, Koper in Maribor, nista videti vaša tekmeca v vaših očeh? Pa ne, sigurno so, ampak vedno se gleda tisto, ko je prvi. Trenutno je Olimpija, se pravi, če prehitimo Olimpijo, smo prvi. Ko bo prvi Maribor, bomo gledali, da prehitimo Maribor. Zato nisem sploh mislil, da je samo Olimpija nek tekmec. Vemo, da tudi Maribor ima kvaliteto
Koper igra zelo, zelo lep nogomet z izkušenimi igralci in nobena tekma ni lahka. No. Svit, hvala lepa, da ste se odzvali na naše vabilo in veliko sreče v nadaljevanju sezone. Tudi na evropskih tekmah 13. februarja Celje doma gosti Apoel Olimpija, teda igra v Banja Luki, potem pa povratni tekmi v prvih izločilnih bojih za slovenske klube v konferenčni ligi teden pozneje na Cipru in v Stožicah. Hvala vam. Prej smo se, Marko, pogovarjali o okrepitvah Celja. Mislim, da jih je bilo med vsemi prvoligaši celo največ, če se ne motim. Kdo se ti zdi od zimskih prišlekov, da je najbolj pomemben za Celje v nadaljevanju sezone? Najbolj pomembno bo nadomestiti vrzel v obrambi, ki je nastala po odhodu Davida Zeca v Kiel. Mimogrede že dosegel tudi zadetek proti Wolfsburgu. In stalno igra, ne? V tem koncu tedna, s 3 branilci zadaj igrajo, v sredini je David Zec. To se pravi, da tudi Skinas, Litovec je prišel. Se boš zabaval, ko boš moral to povedati. Artemius tudi Skinas je torej okrepitev v obrambi. Enega branilca še išče Celje, kolebajo med Srbom in Poljakom, o imenih še nič znanega, ampak da naj bi se Albert Riera celo bolj nagibal poljskemu branilcu. Skratka, Ricardo Silva je tudi nov vratar. Največ pa morda pričakujem tudi od Logana, še eno ime. Veliko sreče. Delorier Šobe. Zadev je proti širokemu bregu. Tako. Bo kar Logan. Skratka, najlažje. Njega pa si je želel, Albert Riera, in ga tudi pripeljal, še posebej želel na posojo, torej iz Almereja, iz nizozemske prve lige. Skratka, meni se ni zdela tako velika gneča na vhodno-izhodnih vratih. Vse načeloma se mi zdi nasplošno v tem zimskem prestopnem roku, ki je ponavadi kar dejaven v slovenskem prostoru zdaj letos, a pa je trend v zadnjih letih, da je vse manj. Zdaj ne vem, kako je druge, recimo v Celju, kjer, pa se to hecno sliši, ampak denarja naj ne bi primanjkovalo, je težava v tem, da kakovostni igralci ne želijo priti v slovensko ligo, ker ne želijo igrati tako nekakovostnih tekem proti slabšim ekipam. Poleg tega pa tudi zaradi precej visokega davka. Kot nogometaši mislim, da so samostojni podjetniki in potem ti kar veliko država tudi pobere in to naj bi bil tudi eden od razlogov, da sploh tujci, ki zahtevajo več denarja, kakovostni tujci, zaradi teh omejitev, bom rekel, se ne odločajo za igranje v slovenski ligi. Kdo pa sicer se vam zdi, da se je najbolje ukrepil, imel najboljši prestopni rok? Koper je spet uganka. Vsak, ki pride v Koper, ne vemo, kdo je, ampak potem ga spoznamo skozi vsak del sezone, spomladanski ali pa jesenski del, in potem lahko govorimo, ta pa je bil dobro ukrepitev. Primer Mansurija v zadnjem roku. Tudi Mansuri v Kopru in tudi v Celju. Zdaj ta imena, ki jim jih našteval nekatera, to so sama neznana imena, ampak vrečka presenečenja. In pravzaprav vsak prestopni rok, če ne gre za nekega že znanega slovenskega igralca v slovenskem prvenstvu, je prestopni rok oziroma vsak prestop vrečka presenečenja in moraš enostavno čakati igralca in ga spoznavati skozi tekme. Ena od ta vrečk je Tom Domžoni, nekoč na Transfermarktu vreden 2 milijona evrov, rojen v Koprivnici, torej na Hrvaškem, nekdanji švicarski reprezentant do 21. leta. Igral je tudi na Evropskem prvenstvu do 21. leta v Sloveniji in že igral na Bonifiki. Zdaj je reprezentant Kosova, igral je v prvi nizozemski ligi, pa v prvi švicarski ligi, tam je bil soigralec od Blaža Kramarja pa Denisa Popoviča, zdaj pa pol sezone brez kluba in prišel v Koper, kjer bo torej nadaljeval svojo kariero. Poznamo Gedeona Guzino, ki se vrača nazaj v Radomlje, tisti njegov fantastičen zadetek pred nekaj sezonami. Škarice. Bravo, izgubil Tučiča, to zna biti kar velik handicap, počel je v mađarski Ujpešt. Smajlagić je tudi šel iz Primorja v Južno Korejo. Smajlagić je odšel v K Bravo je prišel Venust Babula, ker je Pardon. Reprezentant Srednje Afriške republike. Mislim, da najbolj revnejših držav. Je 191 je po Human Development Indexu, torej po Centralnoafriška republika. Centralnoafriška republika, CAR, torej avtoreprezentant. Nekaj golov je tudi že dosegal za svojo izbrano vrsto. Tudi Niko Geisler, recimo, prišlek iz Rijeke v Radomlje.
se mi zdi taka ukrepitev, da bi lahko opozorila nas v nadaljevalne sezone. Sploh Radomlje se mi zdi tudi ena taka ekipa. Vedno nekaj spravijo skupaj in so zelo neugodni in mislim, da bodo Radomlje z lahkoto obstale tako ali tako, ampak da bodo pa velikokrat lahko odločilne za klube, ki se bodo borili za naslov prvaka. Da se bo na tekmah z Radomljami lahko tudi kaj zlomilo. Tiste tekme, v katerih je govoril Svit Sešljar. To je to. Ki jih je Olimpija več ali manj Celje doma izgubilo s Primorjem, z Radomljami. Ne? In tu se dobiva prvenstvo. Sej, tisti poraz 1-0, pa Matkova 11 metrovka proti Olimpiji se zgodi, ampak 4-krat igraš z nasprotnikom, z neposrednim tekmecem za prvaka, ampak še vseeno je na preostalih tekmah toliko točk, da se da vse nadoknaditi, tudi če izgubiš 12 točk na medsebojnih tekmah. Boštjan, kaj pa Mura? Steven Junčaj je odšel, tudi njegov oče, dosedanji, ne bom rekel lastnik, ampak nekdo, ki je bil glavni v lastniški strukturi kluba. Veliko nemira tudi povzročil, zdaj bo manj denarja, ampak se zdi, da je vendarle odločitev pozitivna glede na vse peripetije jesenske. Ne? Bo pa zanesljivo v Prekmurju bolj mirno vse skupaj. Navijači so pritisnili tudi na predsednika Kuzmiča, tako da se je odločil drugače. Bilo je kar veliko zmede okrog igralskega kadra. Sedaj si postavljajo v Muri, ko so se poslovili tudi od nekaterih domačih igralcev ali pa domači igralci od Mure, da je cilj zgolj sredina lestvice, ampak glede na visok zaostanek bo to nekako rehabilitacijske pol sezone spomladi za Muro. Mislim, da je morda Mura dobila zase celo največji ulov v tem prestopnem roku, to je Jošt Pišek. Murina igra je hitrejša in predvsem igra Mura zdaj bolj v globino, kar je imela težave v jesenskem delu sezone. Pri pripravljalnih tekmah pa se je že videlo takoj, da prek Piška več išče globine. Rieri Pišek ni bil všeč v smislu neke pozicijske igre, to kar zahteva, preveč je tekel gor dol po njegovem mnenju, tako da je Pišek res dodana vrednost za Muro. Mislim, da ga bo znal živeti Oskar Drobne. Pa tam verjetno v Kopru smo še pozabili, da se bosta brata Jurič še precej bolje uigrala, ko sta dobro začela jeseni, tako da Oliver Bogatinov, če bo imel dovolj miru, bi lahko zgradil tudi kar nevarno moštvo oziroma točkovno uspešno. Olimpija, pričakovanja, dve okrepitvi, albanski zadnji vezni in estonski napadalec. Ja, Matija Stam in Jurgen Čelhaka sta sedaj nova nogometaša Olimpije, ampak bilo je kar nekaj prepiha. Oršič naj bi bil blizu Olimpije, pa se je potem jasno zaradi previsoke odškodnine so se v Ljubljani odločili drugače, sicer pa so priključili, kar je neverjetno, ampak zanesljivo dobro z ljubljanske navijače, precej mladih igralcev prvemu moštvu, ki so na pripravah z Viktorjem Sančezom, tudi v Španiji, ampak jasno ne bodo dobili takoj dela za takoj visoke minotaže, da bi igrali že v spomladanskem delu, sicer pa pri Olimpiji veliko prahu, malo izkoristka, ampak Matija Stam naj bi bil pomemben nogometaš v napadu, ko je poškodovan tudi Lukas Pedro, ko ni pravega izven Durdova, razen Durdova pravega napadalca, tako da se Olimpija od tega nogometaša tudi v Evropi in doma veliko obeta. Durdov sem videl tudi hat-trick je dosegel na zadnji pripravljalni tekmi Olimpije oziroma predzadnji. Kmalu torej o mariborskem taboru v drugem polčasu, odšli bomo tudi v Turčijo, kjer se Mariborčani pripravljajo, še nekaj pa o Ligi prvakov, čaka nas zadnji krog, zelo se ga veselim, vse tekme bodo hkrati v sredo, ogromno računice, tudi za velike, 3 točke med 8. in 24. mestom, City in PSG sta ravno na meji tega, ali bosta prišla v izločilne boje ali ne, če zmagata bosta napredovala. Sporting, Benfica in Stuttgart so še tam blizu, v precej boljšem položaju kot zagrebški Dinamo, ki mora zmagati v zadnjem krogu proti Milanu. So pa imeli veliki doslej toliko težav, da najboljši sploh nimajo velike prednosti, vsaj za zdaj ne, možni tekmeci vodilnega Liverpoola, če ostane pri tem,
pa verjetno ne bo, ker se bo še precej spremenilo v zadnjem krogu, glede na majhne razlike. Ampak če bi zdaj bili izločilni boji, bi Liverpool v osmini finala dobil enega iz četverice: Bayern, Real Madrid, Juventus ali Celtic. Verjetno so na UEFA z novim sistemom zelo zadovoljni. Veliki klubi bodo morali v zadnjem krogu, vsaj ti našteti, igrati na polno. Verjetno je to sprememba tega sistema, ko so v 5. in 6. krogu, prej, ko so bili samo 3 tekmeci, bili praktično favoriti že na vrhu skupin. Drugi polčas. V drugem polčasu bolj podrobno v Mariboru z nami sta Jože Pepevnik in z časnika Večer Miha Dajčman. Lep pozdrav, Miha. Zdravo. In živijo, Jože. Zdravo. Oba zelo podrobno spremljate dogajanje tudi v Mariboru in Miha, ti si v ta namen tudi na trenutnih pripravah Maribora v Turčiji. Ponavadi so v Turčiji, ampak letos pa ne tam, kot so bili do zdaj ponavadi. Tako je, 14. leto zapored so Mariborčani na pripravah v bližini Antalije in prvič se je zgodilo, da niso v resortu Susesi, temveč v Kaja Palaco. Do te spremembe je prišlo zaradi tega, ker je turški partner kluba oziroma lastnik, kot se sam naslavlja, lastnik tudi ene od agencij za potovanja, za priprave nogometnih moštev in tudi Hull City, katerega lastnik je bil v preteklosti v tem resortu, torej Kaja Palaco, že gost, tako da na priporočilo Turkov so vijoličasti zato zdaj menjali svojo bazo zimskih priprav tukaj v Turčiji. Pa so bolj zadovoljni z novo, kot so bili staro? Pa mislim, da ni nekih bistvenih sprememb. Ti hoteli, na stotine jih je ob turški obali Sredozemskega morja, tukaj so si kar podobni. Zdaj, Marko Tavares je bil moj prvi sogovornik tukaj v Turčiji in on je pač razlagal, da ima vsak hotel prednosti in slabosti. Govorila smo tudi o tem, kje je boljša hrana, kje je slabša, ampak Mariborčani so predvsem zadovoljni, da je tukaj v Kaja Palaco igrišče, na katerem trenirajo v neposredni bližini, torej se ne rabijo zapeljati daleč do njega, in pa to igrišče je namenjeno le njim, torej neka obraba zelenice ni tako velika kot mogoče v prejšnjih letih, ko so trenirali kakšnih 10 minut vožnje od hotela Susesi. Zdaj v letošnjem letu je v tem času v Susesiju 7 moštev, kar pomeni, da če bi bili tudi Mariborčani tam, bi tisto igrišče bilo res zelo obremenjeno. Zdaj v Kaja Palacu pa so le oni, Dinamo Kijev, ki vmes odhaja tudi na tekme, recimo ta teden na tekmo proti Galatasaraju in pa Levski Sofije, tako da to igrišče v njihovem resortu je v bistvu skoraj da njihovo domače igrišče. No. Prej si omenil tudi hrano. Kaj dobrega je jedel te dni v Turčiji? Moram zagrabiti, ne? Ja. Ampak sej sami veste, kako je na terenih. Ne? Jaz letos sem si vzel celo kopalke, zraven tretjič sem spremljam priprave vijoličastih. Prejšnje 2 leti se nisem uspel kopati, pa tudi do zdaj, še en dan imam na voljo, pa ne vem, če mi bo uspelo. Tako da niti ven, nikamor nisem šel jesti, vse, kar pojem, pač je tukaj v hotelu, ker pač ponujajo zajtrke, kosila in večerje, hrana pa je pač hotelska, nič posebnega. Ne uživam ravno v kulinariki, ne morem pa se pritoževati, no. Tako da je okej, ampak nič posebnega. No. Recimo, ko smo bili, če se spomnite, ko smo bili poleti skupaj v Nemčiji, Turka, mislim, da se je imenovala tista restauracija. Troja, pardon. V središču Troja. Ja, kovca se mi po tistih zrezkih. Ja. Tako je bila dobra, da smo jo večkrat obiskali in mislim, da v več različnih novinarskih krogih. Jože, s čim se ti zdi, da bi bil Maribor v tej sezoni zadovoljen? Ja, Arjun Iličali pravi, da maybe this year not title, but road to success. A govori kot Jose Mourinho? Ne, govori en specifičen angleški oziroma turški naglas angleščine, ima zelo tak zanimivo meni izpade. No. Moramo Marka Cirmana našega prositi, da ga naštudira. Ne vem, s čim bi bili zadovoljni. Mislim, da s tem, da ne bi
iskali nekako igre iz kroga v krog, kar se jim je dogajalo pogosto v tej jeseni vijoličasti, s tem, da bi razčistili kadrovske stvari. Slišimo nekako, da turški investitorji niti nočejo preveč investirati še naprej, dokler ne bo klub rešil precej širokega kadra in nekaterih imen nekako prečrtal, če ne zdaj po zimi, pa potem poleti. Jaz mislim, da bi bili mariborski navijači zadovoljni, če bi klub našel dodatnega zadnjega veznega nogometaša, ker ga še vedno nima, morda ga bo našel seveda znotraj svojega kadra, kar nekaj mladeničev je šlo zraven v Turčijo. Tako da ne vem, mislim, publika ne bo zadovoljna z tem, da bi se Maribor zadovoljil kar tako naprej z drugim ali tretjim mestom, ampak tudi zaostanek za prvim mestom ni prevelik, je pa res, da je verjetno glede na videno jeseni Olimpija bolje uigrana ali pa vsaj je bila bolje uigrana, bolje vodena. Bi pa tu izkoristil, ker Luka, radi imamo v naših internih debatah, veliko govorimo o stanju slovenske športno-medijske krajine, pa bi tu pohvalil Večer, oziroma Večer, kot rečemo na našem koncu, ker mislim, da ni medija v Sloveniji, ki bi tako podrobno spremljal priprave nekega nogometnega kluba, pač lokalnega seveda, kot Večer to počne za Maribor, oziroma z nogometnim klubom Maribor. Se vemo, nekatere medijske hiše in novinari so željni hvale, drugih pa jo iščejo, drugi so bolj spoštljivo skromni, Večer in pa Miha spadata v skupino drugih, na srečo, ampak mislim, da vseeno, včasih, ko vemo, da ne cvetijo rožice v slovenskem medijskem prostoru, da nek medij toliko res pozornosti in tudi pošilja torej svoje ljudi na priprave v tujino nogometnega kluba, mislim, da ni nobenega drugega novinarja na nobenih drugih pripravah slovenskega kluba, kjerkoli v tujini. Tako da tu morda ta pohvala. Ja, super, da si to izpostavil. Miha, ko sem pregledoval lanske podatke z prve lige, sem bil kar presenečen, ko sem videl, da je Maribor osvojil največ točk med vsemi v prvi ligi v letu 2024, predvsem, ker je bil občutek, sploh na koncu leta, da je Maribor nekako v vicah, vse skozi na robu neke konstantne krize med nebesi in peklom, prihodu turških lastnikov in ob odhodu Šimunže, ki je prinesel največ neke rezultatske stabilnosti v zadnjih letih. Pa ja, me zanima, če se ti zdi, da se je zdaj kaj optimizma vrnilo v Maribor. Jaz mislim, da se optimizem je vrnil, zato ker pač se je nekako klub stabiliziral, zdaj se točno ve, kdo pije in kdo plača, oziroma kdo je šef, vmes so se lastniške zadeve uredile. Boštjan Cesar ima pač popolno svobodo, lahko si je sestavil svoj trenerski štab, sam je tudi bojda sporočil Turkom, da ima trenutno dovolj dobro ekipo, ki bi jo lahko do konca sezone popeljal, morda ne zdaj na sam vrh, ampak bi pa se lahko boril tudi z Olimpijo. Tako da neko zadovoljstvo, pa boljše vzdušje, mislim, da zdaj vlada v Ljudskem vrtu, tudi zaradi vseh teh pretresov, ki so se dogajali. Če se dotaknem še moče prejšnjega vprašanja, s čem bi bil Maribor zadovoljen, jaz mislim, da so tu kar take razlike. Mariborsko občinstvo je postalo v zadnjih letih malo apatično, hkrati pa si nekako navijači ne želijo, da bi pa še eno leto ostali brez lovorike. Potem imamo trenerski štab, ki je svež, ki bi mu ena lovorika dala res zagon pri vsem skupaj. Turki ne delujejo zdaj ravno najbolj nestrpni, da pa zdaj je nujno, da se karkoli osvoji, kot je že Jože citiral Iliđalija, s katerim sem uspel govoriti zdaj tukaj v Turčiji. On ni rekel, da je mus, kot rečemo v Mariboru, da osvojijo lovoriko. Kdo pa mislim, da je ta, ki pa bo res zahteval uspeh, to je pa nov član ekipe mariborske, torej novi športni direktor Mihael Mikić. Če kdo, pa on pooseblja to tekmovalnost, energičnost in hlasta po uspehu. In upam, da bom imel priložnost zdaj v teh dneh, zdaj se napoveduje celo to, da bom lahko govoril z njim,
da predstavi zdaj svoje videnje. Ne? Ker ne verjamem, da je on športni direktor, ki bo pustil stvarem, da tečejo same, kot se morda zdelo pri Marku Šulerju v zadnjih mesecih, pa tudi že prej. Mislim, da so Mariborčani zdaj s tem dobili nekoga, ki bo stisnil kdaj, takrat, ko kdo drugi v Ljudskem vrtu ne bi, ker pač so zdaj Turki tisti, ki odločajo. No. Prej si omenil, da si govoril z Ilidžalijem. Kakšen imajo odnos do njega preostali v Mariboru? Kako si to začutil, to razmerje do novega šefa? Napisal sem dnevnik, vsak dan pišem dnevnik iz Beleka in en je bil ta, v katerem sem ga naslovil, da so ga pričakali kot boga, oziroma primerjal sem pač ta sprejem njegov na igrišču Kalista, tistim, ne vem, če se spomnite, 2018 je v Maribor pa v Slovenijo prišel zvezda Žajfnic, turških Kemal, in pač je bila kar ena taka euforija in to se je zgodilo, zdaj ne seveda tako množično na tem stadionu, ampak vsi, ki so bili prisotni na tribuni tega igrišča, trening igrišča, so pogledali proti njemu. On je prišel z skupino varnostnikov, prijateljev, sodelavcev, kakorkoli. In vsi predstavniki mariborskega kluba, ki pač v tistem trenutku niso delali, torej recimo PR-ovec pa tisti, ki mu pomagajo med spremljanjem tekme, ne vsi ostali, torej športni direktor, njegov pomočnik, vodja operacij nogometnih, Čem Bazgul, predsednik kluba, gospod Cotar, vsi so se ostali, šli proti njemu, mu dali roko. Res je izgledalo pač tak poseben trenutek. Ne? In mislim, da v Ljudskem vrtu gojijo res veliko spoštovanje do odločevalca, glavnega odločevalca. Zdaj, kakšen odnos pa ima on do Maribora, koliko mu pomeni klub, ne, ob tem, da ima pač res veliko drugih vlog, da je velik biznismen, da je podpredsednik Fenerbahčeja, da je lastnik Hull Cityja, ki mu dolguje zdaj desetine milijonov evrov, kot smo lahko prebrali na BBC-ju. Kje je zdaj na tej lestvici njegovih prioritet Maribor, to je pa zdaj drugo vprašanje. Ne vem, kdo od vaju je sicer prej omenil, ampak da je na listi želja nakupov zadnji vezni. Ravno na poziciji zadnjega veznega se mi zdi, da je največja razlika do obeh glavnih konkurentov v igri za naslov, predvsem do Olimpije, kajti Olimpija ima z Agbo in z Dofom precej bolj čvrsta igralca, takšna igralca, ki znata dobiti žogo nazaj, ki sta defenzivno zelo močna. Še enega zdaj Olimpija pripeljala, ne? Nemškega. Tako da se norca delajo. Nemškega. Da se norca delajo iz Maribora. Mi imamo preveč, pa lahko damo tudi Ratnika, še na zadnjega veznega. Kaj pa vi? Jürgen Čelhaka je prišel, nemški Albanec ali albanski Nemec. Videli bomo, kolikšno vlogo. Mislim, je tudi morda napoved tega, da bo nekdo morda odšel v nekem doglednem času. Mislim, da je bil Agba najbolj zanimiv za druge klube. Je pa res, da o Mariboru zdaj v kontekstu teh priprav seveda še vedno bolj govorimo o vseh obrobnih stvarih. Zdaj iz teh tekem, ki jih je igral Maribor, je težko kakšne dejansko zaključke o sami igri, o nogometu povleči, o napredku. Zgovorna je minutaža, sploh za kapetana Milca, pa za Josipa Iličiča, pa še za koga, ki je manjša bila na zadnjih tekmah kot v drugih nogometašev. Tako da klub tu nekako nakazuje, da na njih seveda dolgoročno ne bo računal ali pa ne računa in mislim, da bodo prve tekme dale več odgovorov na to, kako bo izgledal Maribor in mislim, da bo tu še vedno je work in progress, ne, torej nekako delovišče ta nogometni klub oziroma kader. Sta kaj presenečene, da ni bilo več okrepitev do zdaj v tem zimskem roku? Jaz sem pričakoval, da se bo bolj dogajalo, zato ker smo bili priča tistemu prvemu turškemu prestopnemu roku, ne, ko so na koncu kar na hitro pripeljali 5 igralcev. Zdaj pa, ko očitno poznajo ustroj, pa hkrati se zavedajo, da imajo, mislim, 31 igralcev v prvem moštvu, skupaj z pridruženimi mladinci in kadeti. Pa mislim, da so Turki se nekako odločili, da pač je to in da dokler se ne bo to
racionaliziralo, da pač ne bodo pripeljali novih igralcev. Ne. Očitno so pač dosegli ta nek dogovor z trenerjem, športni direktor pa je komaj prišel, tako da verjetno še nima tiste glavne besede pri tem kadrovanju. Jaz sem pričakoval zadnjega veznega, glede na to, da je imel Maribor s tem velike težave, sem pa se zdaj tukaj v Turčiji pogovarjal z ljudmi v klubu, pa pravijo, ja, pač imamo še toliko in toliko mladincev, poglejte si jih zdaj na tekmi in videli boste pač, če sploh potrebujemo koga. Ne. Ampak pripravljalne tekme so nekaj povsem drugega kot to, kar Maribor čaka spomladi v prvenstvu. Ne. Tako da malo sem v dvomih, ampak očitno so se že tako odločili. No. Najbolj opazen korak Maribora v tej zimi je PR-ovski napredek ali pa precej bolj agresivna PR strategija, ki jo opazimo vsi v Mariboru. Miha gotovo ve še kaj več o tem, ampak dejansko proti prej je to razlika kot noč in dan. Tako da se klub tudi tu, seveda z neko turško, da jo bom vnemo ali pa bolje rečeno spodbudo, se tudi tu se je prebudil. No. V kakšnem smislu, kako je drugače? Več objavljajo na družbenih omrežjih, prilagodili so formate novim trendom. O tem sem tudi pisal večer, zakaj je sploh do tega prišlo, ker pač navajeni smo bili, Maribor je deloval na družbenih omrežjih že 10-15 let podobno isto, potem se pa je nekaj tednov, mesecev po prihodu Turkov končno posodobila spletna stran, kasneje so pa sledile še vse te spremembe na družbenih omrežjih. Ne. Samo zdaj, koliko klubov to pomaga potem v boju za naslov prvaka, pa vemo sami, ne. Verjetno pač lajki in šeri in dobre vsebine na spletu ne sledijo rezultatom, verjetno je ravno obratno, ne. Torej rezultati bi prenesli potem še boljši content, kot bi rekli zdaj ustvarjalci vsebin za družbena omrežja. Za konec še čisto nekaj, na kratko pa vem, težko je napovedati, sploh še nismo začeli z drugo polovico prvenstva, ampak če bi morala zdaj povedati, boste morala povedati, na katerem mestu bo Maribor končal sezono v prvi ligi. Je to? Jaz bom rekel prvo mesto, zato ker je mogoče fajn, da to rečem, da še mogoče kako vsebino zraven dobim zdaj v Turčiji. Tako da oportunistično napovedujem prvo mesto. Ne. Ok, Jože. Drugo mesto. Drugo mesto, ok. Sodnikov dodatek. V sodnikovem dodatku pa kot vselej kviz, danes malce drugače in sicer ne tako, kot smo vajeni, torej kdo je to, na podlagi klubov ugotavljate, kateri igralec je to, ampak bomo imeli podatek o igralcu, ki je ravnokar dosegel, da ne bom preveč povedal, več golov na eni tekmi v svojem prvenstvu in me zanima, mislim, da smo enkrat celo že govorili o nekom, ki mu je to uspelo, ampak zdaj pa je vprašanje o dveh nogometaših, ki sta v vseh 5 ligah največjih, torej nekoč smo gledali petico na hrvaški televiziji, to so Anglija, Italija, Nemčija, Španija in Francija. Katera dva nogometaša sta v tem tisočletju dosegla vsaj en gol v vseh 5 ligah? To sem vedel. S poudarkom na pretekliku. Lahko pomagam v tem. Čakaj, ni bil nek Romun, ali kdo je že bil? Ta je bil v prejšnjem tisočletju. Okay. In sicer mislim, da je bilo to že vprašanje v žogi enkrat. Bil je Romun, ki je zadel v četrtfinalu leta 1994 v ZDA proti Švedski. Če ti to kakorkoli pomaga, da boš odgovoril na vprašanje. Radučanu? Radičoju. Florin Radičoju je torej tisti nogometaš, ki mu je to uspelo v prejšnjem, v 90-ih, morda še v 80-ih zraven. Kaj pa dva nogometaša, ki jima je to uspelo v tem tisočletju? Jože? Ne, jaz nisem. Jože to še ni uspelo.
poudarek na še. A je mogoče, samo ni igral v Nemčiji, Justin Kluivert ni igral v Nemčiji nikoli. Justin Kluivert je Justin eden od Kluivert. pravilnih odgovorov. Čestitke. Bravo. V tej sezoni mu je uspel še en zelo zanimiv dosežek, in sicer za Bournemouth, ki igra mimogrede fantastično v Premier Ligi, je na eni tekmi dosegel tudi hat-trick 11 metrov, torej 3 gole z bele točke na eni tekmi, in na prejšnji tekmi Bournemoutha, torej zmaga proti Newcastlu, so se, mislim, da se je po tekmi šalil, da je dosegel več golov na St. James Parku kot njegov oče. In Pa je igral Patrick Kluivert za Newcastle. Igral Patrick Kluivert za Newcastle, ne dolgo, ampak mu je, mislim, da uspelo torej sinu doseči več golov kot očetu. So ga imenovali na mesto Patrick Hat-trick Kluivert. Okay. Kaj pa drugi nogometaš, ki mu je to uspelo? Namigi boš moral dati, po mojem. Bom povedal 2 kluba od teh 5, za katera je igral. In sicer bo to en namig. V Italiji je igral za 2 kluba. Immobile, mogoče? Ni Immobile. Dober poskus, mimogrede. Dober čeprav ni poskus. igral v Angliji. Predvsem pa bom povedal njegov španski klub Sevilla in njegov angleški klub Manchester City. Iz svoje, ne povsem domovine, morda je takrat bila domovina, morda je tudi to en namig, se je preselil v Italijo, se tam naredil, ustvaril svoje ime, se je potem preselil k Manchester Cityju, v tisti generaciji, mislim, da po Manciniju, in odšel približno takrat, ko je prišel Pep Guardiola, potem pa odšel v Italijo, nazaj šel v Španijo, v Francijo in na koncu še igral za Hertha, če to kakorkoli pomaga. V minuli sezoni je pa osvojil enega od evropskih tekmovanj. Najmanjšega, no. Igral je za Olympiakos, bom tako rekel. Čakaj, kdo je igral za Olympiakos? Zdaj pa igra na Cipru. Ampak ni eden od teh, ki bi lahko igral proti, torej ki je že ali pa bo igral proti Celju. Torej ni Pafos in ni Apoel, ampak je Omonija. Star je 35 let, rojen je v mestu, ki se ne imenuje več tako, kot se je, ko se je v njem rodil, in prihaja tudi iz države, ki se ne imenuje več tako, kot se je, ko se je on rodil. Rodil se je leta 89. Saj načeloma vemo. Verjetno je slonokoščene obale, verjame? Ne, blizu, država predvsem. Gana? Ne, blizu. V primerjavi z Gano, blizu. Joj. Tako očitno bo na koncu. Mislim, ko mi je nekdo zastavil to vprašanje iz redakcije in sem pomislil na to, da ga lahko zastavim tudi v žogi, sem imel pri njemu več težav kot pa pri Kluivertu. Ker Kluivertu se mi zdi tudi prej, torej, mislim, pred kratkim uspelo, mislim, da v minuli sezoni, medtem ko pa njemu je pa precej prej, mislim, da 2021. Bom povedal vse njegove klube v Ligi Petice, in sicer po vrsti: Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla, Monaco in Hertha. Potem pa Olympiakos Omonija. Čakaj. A je Stevan Jovetić? Stevan Jovetić. Bravo. Bravo, res. Monako je pomagal, veš? Ja, si predstavljam. Ja. V Monaku je bil kar 4 sezone, v 61 tekmah dosegel 18 ligaških golov, rojen 2. novembra leta 1989, seveda v Titogradu, ki je zdaj Podgorica, in v Jugoslaviji, seveda zdaj iz Črne Gore. Mislim, se je bil tudi tedaj iz Črne Gore, ampak zdaj se njegova država imenuje Črna Gora, zato tisti namig prej. Hvala lepa obema, hvala lepa tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili danes v prvi ediciji podcasta Žoga je okrogla. Z nami veliko dobrega, zanimivega, zabavnega nogometa nas čaka tudi v letu 2025. Uživajte, se slišimo.